Živjo, Jana. Ej, Metka, a ti lahko nekaj zaupam? Vedno. Včeraj sem se družila s Črtom, pa mi je bilo tako res neprijetno. Kako to misliš? Kar naprej je bolel v moje prsi, pa je pa še rekel, da sem edina, ki že nosim modrček. Pa še na telefonu mi je kazal fotke z IG-ja, a veš tiste punce, ki niso kaj preveč oblečene. Pa se je pa še usedel tak čist raven mene. Kaj? Ja, pa še dotaknil se me je, tako niže od hrbta, a veš. Pa me je pa še z roko prijel okoli pasu, pa bilo mi je tako grozno čudno. To, kar je naredil Črt, je zelo narobe. A si že komu povedala o tem? Ne, saj veš, da imajo Črta vsi ful radi. Ja pa kaj, ti nisi nič kriva, nihče se nima pravice do tebe obnašati tako. Mislim, da je prav, da poveš o tem razredničarki in če hočeš, grem lahko s teboj. Res, najlepša hvala. Jana razredničarki pove o dogodku, da se počuti zmedena, da jo je sram in je zelo žalostna. Prav je, da si mi povedala, kaj se ti je zgodilo. Redki se odločijo, da to povedo, saj jih je strah, da jim nihče ne bo verjel. Temu, kar se ti je zgodilo, rečemo spolno nasilje. To je lahko besedno, naprimer, ko je Črt komentiral, kakšno telo imaš. Je pa tudi fizično, naprimer, ko se je Črt usedel tesno ob tebi in se te neprimerno dotikal. In nebesedno, kot je kazal fotografije na pol golih teles. Torej se spolno nasilje lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli, oseba, ki ga doživi, pa nikoli ni odgovorna za to, kar se ji je zgodilo. Ne glede na to, kakšna je na zunaj, kako je oblečena, kje se zadržuje. Drži, za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga izvaja. Najpogosteje so storilci osebe, ki jih žrtev nasilja pozna. Večina primerov spolnega nasilja se zgodi v družini, med znanci in prijatelji. Žrtve pa so lahko tako dekleta kot fantje. Razredničarka na pogovor pokliče tudi Črta in njegove starše. Pogovorijo se o tem, da za spolno nasilje ni upravičila, šola mu izreče ukor. Zaradi izkušnje spolnega nasilja imamo lahko različne posledice, včasih trajajo dalj časa. Ker je Jana zaradi te izkušnje še vedno žalostna in jo je strah, se o tem pogovarja šolsko psihologinjo. Razredničarka se odloči, da bodo pogovoru o spolnem nasilju posvetili tudi razredno uro. Učencem pove, da nihče nima pravice brez našega izrecnega privoljenja posegati v naše telo. Nihče, ki doživi spolno nasilje, ni kriv, da se mu je to zgodilo. Pomembno je, da o tem pove odrasli osebi, ki ji zaupa. Odrasli smo dolžni nasilje ustaviti in zagotoviti pomoč.